lep pozdrav novič iz Sev Dožela, kjer smo se veselili kolajne Luke Božiča. Luka, čestitke za dve izjemni predstavi danes v polfinalu in finalu. Žarite tukaj, pa morda najprej strnite nekoliko misli. V bistvu sploh še ne dojevam, ki mi je danes uspelo. Bila je res nora tekma. Jaz sem že s polfinalom dokazal, da kam sodim in v bistvu v finalu pa samo oddirkal še eno stopničko višje. In mislim, da se mi je v bistvu tudi malce malo riskantna vožnja potem na koncu uspela, tako da jaz ne morem verjetno še zmeri, ki mi je uspelo danes in sem zelo zadovoljen z današnjim dnevom. V polfinalu in finalu ste si privoščili napako že na začetku, v četrtih oziroma tretjih vracih, kot da ste dali fantom nekaj prednosti, potem bili kljub samo najhitrejši obakrat. Ja, kakor sem rekel, v bistvu kljub napakam v polfinalu in finalu sem še enkrat dokazal, da sem v bistvu spadam med najboljše kanuiste in jaz sem v bistvu sploh ne najdem besed zdajle, tako da lahko se samo zahvalim vsem celotni ekipi, ki me je spremljala na tej poti in do takega uspeha, ki sem ga v bistvu čakal že od mojih začetkov v tej disciplini in jaz mislim, da to je bil danes perfekten dan, da realiziram v bistvu najboljšo vožnjo na tem svetovnem prvenstvu. 5 kolajn že imate na svetovnih prvenstvih, zdaj pa ste jo prvič dobili še sam, predtem 2 v dvosedu, 3 pa v moštvu. Kako je zdaj, ko ste povsem sami bili odvisni od sebe in sam proti vsem, če bi ga rečem? Ja, pač je poseben občutka, prav gotovo, kakor v preteklih letih v C2, ampak mi je trenutno, v tem trenutku mi je toliko lepo dirkati v C1, da v bistvu te službe ne bi zamenjal z nobeno drugo na svetu. Moram pa reči, da v bistvu so neke podobnosti, podobni začetki, kakor v C2, v bistvu 10 let nazaj sva tukaj tudi s Sašotom osvojila 3. mesto in v bistvu danes sem ponovil ta uspeh. Tako da verjamem, da ne bo šlo po istem kopitu naprej, ampak lahko samo upam na to, oziroma jaz bom naredil vse, da bom nekoč postal tudi svetovni prvak v disciplini C1 in jaz mislim, da sem tudi eden prvih v Sloveniji, ki se lahko pohvali z kolajnama v tej disciplini, tako da neverjeten dan za mano, tako da jaz sem lahko samo srečen. Kar pogumna je bila vaša odločitev, ko ste šli iz dvoseda v enosed in se pomerili, pravzaprav ste malo vsi, ki so od malega veslali sami in ste pravzaprav bili kar v precejšnjem zaostanku, pa se je pravzaprav že v prvi sezoni uspelo prebiti sploh v reprezentanco, kar tudi ni enostavno pri nas. Ja, sej, mislim, da so bili tisto prvo sezono vsi presenečeni, s kje sem prišel, ampak takrat v prvih letih, mislim, da mi je zelo pomagal Peter Kauzer, oziroma v bistvu sem bil vse skozi z njim na pripravah, delala sva skupaj na treningih kilometre in kilometre, tako da potem pa sem nekako v naslednjih letih se malo zgubil oziroma pripravljal na olimpijski nastop, na to sem pa našel enega najboljših trenerjev v Sloveniji in s Borutom mislim, da sva se že takoj prvo leto ujela in velika zahvala gre tudi njemu za ta današnji uspeh in jaz upam, da bo tako delati samo še naprej. Pa ne bom rekel tako, da mi leži. Mislim, če bi gledali na to pole, mi vsaka proga v letošnji sezoni leži in jaz mislim, da je danes to 3. mesto v bistvu izkupiček enega dela, ki smo ga opravili v zadnjih 3 letih in jaz se lahko samo zahvalim celotni moji ekipi, še posebej Borutu Javorniku, ki me je pripravil do tega, da v bistvu
lahko dirkam na največjih tekmah. Jaz mislim, da sem to danes tudi pokazal. Zahvalil bi se še predvsem vsem mojim navijačem v bistvu z Mosta, ki so prišli danes na tekmo in me podpirajo že celotno sezono in jaz jim lahko rečem samo najlepša hvala za vse in jaz upam, da bom tako šel domov. Jaz mislim, da pač napadel sem, kar je bilo razvidno tudi iz časa. Ja, mogoče se bom zdaj, ko se vse to umir, malce zavedel tistega dotika na tretjih vratih, ampak sem zelo vesel, da sem v bistvu danes prišel do kolajne in po celotni sezoni, ki jo imam za sabo, mislim, da je to samo še ena pika na i. V bistvu, kot sem že prej omenil, trdega dela v zadnjih sezonah. Ja, jaz mislim, da je v bistvu, odkar sem začel C1, vedno sem bil nekje v ospredju, ampak evropska in svetovna prvenstva pa mi nikakor niso šla, še posebej svetovna prvenstva. V bistvu začel sem z izpadom v kvalifikacijah 6 let nazaj, nato 3 leta nazaj spet. Lansko sezono sem v bistvu zaključil z enim lepim rezultatom v Riotu. Letos pa v bistvu sem že znotraj sebe malo pričakoval kolajno in nas mi je uspelo dobiti in jaz sem zelo vesel za to.